Dragi učenci, spoštovani učitelji in drugi delavci šole. Danes smo se zbrali, da proslavimo slovenski državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ter se poslovimo od starega leta, ki je bilo za vse nas polno sprememb, novih izzivov in težkih odločitev. Prisiljeni smo bili spremeniti naš vsakdan, našo rutino in sprejeti mnoge ukrepe, ki so bili pomembni za dobro vseh nas. December se je prevesil v drugo polovico. Kljub vsemu zadnji mesec v letu v naša srca prinaša čarobnost, igrivost, zasanjenost. Vsi smo v pričakovanju praznične brezskrbnosti, dni, ko je zbrana družina, ko se ustavi čas, ko imamo končno čas drug za drugega. Najlepše je, ko opazujemo igrivi ples snežink skozi okno tople sobe, s skodelico čaja in krožnikom sladkih dobrot. Sliši se pravlično in le kdo si ne želi decembrske pravljice? Slovenci smo svojo decembrsko pravljico enkrat že dočakali. Slovenke in Slovenci smo 23. december 1990 v svoja srca zapisali s posebnimi lepimi občutki, saj ta datum zaznamuje dan, ko smo z žarom v očeh odšli na volišča in na plebiscitu z veliko večino izglasovali pot v lastno državo. France Prešeren, Zdravljica. Spitrte so rodile, prijatelji, vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prsih ubudi. Komu najprej veselo Zdravljico bratečmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sovražnike z oblakov rodune našega trešči grom, prosko bi očakal najprej, naj bo Slovencev dom, naj zdrobe, njih roke, si spone, ki jim še teže. Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo, otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Bog živi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj si nov, zarod nov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije Zdravljica vaša, vi naš up, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker po nas bode vas jo srčno branit klicev čas. Živeme vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ta rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed pomejak. Nazadnje še prijatelji, kozarce zase vstiknimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Tukaj dni naj živi, Bog, kar nas dobrih je ljudi. Poslušali smo Zdravljico dr. Franceta Prešerna, ki je skozi čas postala simbol slovenskega naroda, se njeno besedilo nosi sporočila narodove zgodovine, njegovih prizadevanj za svobodo in samostojnost. Z njo so se Slovenci še posebej poistovetili v teh prelomnih časih, v časih, ko smo se spraševali, ali je bolje slabo živeti v svoji domovini, kot pa v zadovoljstvu v tujini. Kaj pa je domovina? Je stvarnost, zaradi katere vemo, kdo in kaj smo in kam spadamo. Domovina je povsod, kjer je človeku dobro. Moja domovina je Slovenija. To so reke, gore, gozdovi, polja, vinogradi v halozah. Moja domovina je kakor ptica, ki prepeva in leta nad sinim nebom. Moja domovina je lepa, kakor cvetoča roža na okenski polici, na gredici v parku ali vrtu. Moja domovina je moj dom, je moja mama, moj brat, je moja postelja, moja punčka iz Sunj, je moja šola na griču in cerkvica zraven, je knjiga, ki jo berem v večerih. Je pesem, ki poje o kralju Matjažu, je pravljica o zlati ptici, pekarni miš-maš ali veveričku posebne sorte, je pripovedka o Martinu Krpanu ali povest o hlapcu Jerneju, je pesem generala Majstra iz zbirke Kitica mojih, je roman Pod svobodnim soncem. Moja domovina so ljudje, pošteni, zavedni, pridni, ponosni na rdečo-modro-belo zastavo, ki ob praznikih plapolja po zraku in himno, ki spominja na velikega poeta. Moja domovina je Slovenija.
Dežela v svetu Evrope je majhna, a zame velika in najlepša. Domovina še na mnoga leta. Slovenci nismo bili zadovoljni z življenjem v skupni državi Jugoslaviji, v katero so bile poleg Slovenije vključene še Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina ter Makedonija. Želeli so več pravic in bolj demokratično odločanje. Menili so, da njihov glas pri odločanju ni enakovreden. Zato so se politiki odločili za osamosvojitev Slovenije in odcepitev od skupne države Jugoslavije in se dogovorili, da bodo o tem odločali njeni državljani. Plebiscit je potekal 23.12.1990 in na njem je od 93% udeleženih volivcev na vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, 95% odgovorilo pritrdilno. Rezultati so bili razglašeni 3 dni kasneje, 26.12.1990 in na ta dan Slovenci vsako leto praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. To je eden najpomembnejših mejnikov v osamosvajanju naše države, saj so dogodki kasneje pripeljali do dokončne osamosvojitve Slovenije, ki je bila razglašena pol leta kasneje. Meta, ves čas se pogovarjamo o plebiscitu, a jaz sploh nisem prepričana, če vem, kaj to pomeni. Kaj sploh je plebiscit? Plebiscit pomeni, da prebivalstvo nekega ozemlja glasuje, ali bi se to ozemlje pridružilo neki državi ali iz neke države izstopilo. Slovenci smo se o tem odločali 23.12.1990 in sicer smo se odločali, ali bomo ostali v državi Jugoslaviji ali pa želimo imeti svojo državo Slovenijo. Zdaj pa že bolje razumem. Slovenci torej obeležujemo dan, ko so naše sanje o samostojni in demokratični slovenski državi začele postajati realnost. Kako pa se danes spominjamo življenja in dogodkov pred 30 leti? Svoje spomine na to prelomno obdobje v zgodovini Slovencev so nam zaupali naši učitelji. Prisluhnimo jim. Kakšno je bilo življenje, ko je Slovenija še spadala pod Jugoslavijo? Kako ste doživljali ta čas? Ta čas v primerjavi z današnjim je bilo bistveno bolj sproščeno, se mi zdi bistveno bolj svobodno. Kljub temu, da ko je bila Slovenija še v Jugoslaviji, je bilo kar nekaj omejitev, ki si jih danes dejansko težko predstavljamo. Kaj jaz vem, recimo prehod mej je bil otežen, potem, če smo hoteli kaj kupiti v sosednji državi, v Avstriji pa v Italiji, smo morali plačati carino. Ogromno stvari se ni dobilo v Jugoslaviji, recimo po kavbojke smo šli v Avstrijo pa največkrat v Italijo. Dejansko Jugoslavija je takrat precej ščitila svoje gospodarstvo, kupovali so se lahko samo avtomobili, ki so bili proizvedeni v Jugoslaviji. Če si hotel kupiti avto v tujini, si moral plačati davek in carino, kot da bi kupil še en avto zraven. Skratka, je pa bilo seveda vse bolj sproščeno, potovali smo po Jugoslaviji, poudarjala se je bratstvo, enotnost z ostalimi narodi. Skratka, nismo se ukvarjali z nekimi drugimi stvarmi, enostavno smo živeli svobodno in se pač ukvarjali en z drugim.
Predvsem mladostno, ker so bila to leta, ko sem bila dosti mlajša, kot sem sedaj. V tem času smo vsaj mi v naši družini imeli lepo življenje, brez pomanjkanja. Takrat sem živela in še živim 18 km iz Maribora v kraju Zgornja Polskava. Torej, živeli smo v družinski hiši, imeli smo avto, enkrat na leto smo lahko odšli tudi na dopust, na morje, ampak to je bilo tisto, kar si je neka delavska družina tudi lahko ustvarila v svojem življenju. Sicer pa širši pogled na svet v tistem času ni bil možen, hodili smo po kavbojke v Italijo, po kavo v Avstrijo. Skratka, ampak če bi pa posebej izpostavila tisto, na kar sem zelo ponosna in se še posebej dobro spominjam, je pa čas moje mladosti, ko smo na podeželju ustanavljali mladinske organizacije, kjer smo se mladinci družili ves čas, veliko dali na družabno življenje, se smo organizirali prireditve, proslave, tudi delovne akcije, plese, skratka, znali smo živeti drug z drugim in drug ob drugem. Ste si kdaj že pred plebiscitom želeli, da bi Slovenija postala samostojna država? Mislim, da v tistem času, v času našega življenja v Jugoslaviji, skoraj da nihče ni razmišljal o tem, da bi živeli v neki samostojni državi Sloveniji. Tam nekje do 80-ih let, pa tudi še kasneje, bolj smo o tem začeli razmišljati, ko so se začele v Jugoslaviji politične zaostritve, pa ko se je zaostrila gospodarska kriza, ko je bilo vedno težje kaj kupiti, ker je bila huda inflacija, pa vedno manj denarja, in potem smo dosti krat tako razmišljali, kam bi bilo fajn, če bi bili sami, pa bi mogoče potem lahko boljše živeli, pa tudi odrasli, recimo že tam v 80-ih letih sem odrasle poslušal moje starše pa obiske, ko sem še doma živel. Oni so takrat kritizirali Jugoslavijo, potem pa so seveda, ko je bilo pa tako slabo, pa so jo še bolj kritizirali. Takrat smo tudi že mlajši razmišljali o tem, da Jugoslavija ni več to, kar je bila, da bi mogoče bilo pa v Sloveniji drugače. Ali ste ob razglasitvi rezultatov pomislili, da je Slovenija končno svobodna, da bo lahko sama sprejemala odločitve in da nihče več ne bo nadzoroval? Ste takrat pomislili tudi na morebitne negativne posledice, ki jih bo ta odločitev prinesla seboj? Takrat smo imeli vsi veliko upanje, kajti slovensko gospodarstvo je bilo uspešno. Res je, da je bilo zelo vezano na druge jugoslovanske republike, ampak nihče od nas ni pričakoval takšnega gospodarskega kolapsa, kot se je zgodil. Vsi smo pričakovali, da bo to gospodarstvo še naprej uspešno, se bo pač Slovenija odprla na druge trge in bomo postopoma napredovali in bomo dosegli standard, kot so ga imeli prebivalci v naših sosednjih državah, Italiji, Avstriji, da bo tudi ponudba na tržišču boljša. Torej nismo pričakovali to, kar se je potem kasneje zgodilo, množična brezposelnost, množično zapiranje tovarn in tako naprej. Vsaj mi, navadni državljani, ne, mogoče so gospodarstveniki kaj druga pričakovali, ampak za nas je bilo to vsaj za mene tudi presenečenje. Ja, takrat smo bili vsi navdušeni, vsi smo na plebiscitu sodelovali, bili presrečni, da je bil rezultat takšen, kot je bil. O kakšnih negativnih posledicah seveda nihče ni razmišljal. V bistvu nekako smo bili vsi srečni, ampak nismo vedeli, kaj se bo pa dogajalo. Vsi so rekli, to bo Slovenija, bo druga Švica, kar pa seveda zdaj vidimo, da je daleč od tega. Bi nam lahko opisali največje spremembe, ki jih je bila Slovenija deležna po osamosvojitvi? So imele na Slovenijo pozitiven vpliv? Katere so bile največje spremembe? Z vstopom v Evropsko unijo so se seveda odprle meje, poenotil se monetarni trg, se pravi denar,
šolanje v tujini je bilo omogočeno. Skratka, kar nekaj pozitivnih stvari, seveda ogromno tudi negativnih stvari. V kmetijstvu, se pravi poenotenje z ostalimi državami v Evropski uniji, pa do česa je prišlo. V Jugoslaviji dejansko je bila večina tovarn v državni lasti. Takoj po osamosvojitvi se je začelo privatiziranje teh firm in uničevanje teh firm. Zdaj vidimo, da dejansko skoraj vse in tovarne in večja podjetja so v tuji lasti. Skratka, jaz mislim, da je tu po osamosvojitvi nastopil en pohlep, ki je pripeljal do tega, kar sem že prej omenil. Skratka, politika se je vmešala v gospodarstvo in smo danes tu, kjer pač ni ravno najboljše, vsaj ne mi se tako zdi. Ja, nekaj lahko naštejem, ne? Tudi s vključitvijo v Evropsko unijo je naša tista druga, širša domovina zelo velika, se zavzema skoraj velik del Evrope. Takrat smo seveda razmišljali o tem, da nam bo nova država, samostojna Slovenija, prinesla veliko dobrega in veliko novega. In to se je tudi zgodilo. Našo okno v svet in vrata v svet so se bolj na stežaj odprla, bolj na široko. Sigurno imamo sedaj možnost prehajanja mej, lažje kot je bilo to včasih, potovanja so nam omogočena, študentje lahko študirajo v drugih državah, seveda je veliko tega, razvoj gre naprej, veliko tega, kar je seveda v tem času boljšega. Ali ste verjeli, da se bo po osamosvojitvi Slovenije standard življenja v državi Sloveniji začel dvigovati? Seveda smo verjeli takrat, zato smo tudi šli strumno in ponosno na volišče. Ja, tako kot sem že povedal, pričakovanja so bila v tej smeri, gospodarstvo je bilo uspešno in zato smo tudi pričakovali, da se bomo postopoma dvignili. Ste si lahko zamišljali, da bo nekoč Slovenija pristala na taki točki, kjer je danes? Ne. Zaupali smo političnemu vodstvu in potem se žal to ni zgodilo, kar smo pričakovali. Stvari so šle čisto v napačno smer. Nihče si to ni predstavljal, da bomo tako daleč, kot smo danes. So se pa te zadeve začele tako lepo počasi. Najprej so ukinili službo družbenega knjigovodstva, kjer ni več bilo nadzora nad podjetji. Potem so začeli se politiki v gospodarstvo, seliti v gospodarstvo in potem je prišlo do tega uničenja. Ali je Slovenija danes vsej senca Slovenije, ki so vam jo obljubljali v preteklosti pred osamosvojitvijo? Tu je zdaj v tej senci je težko govoriti, vse je seveda popolnoma drugače. V bistvu takrat, ko je prišlo do osamosvojitve, dejansko si nihče ni predstavljal, kako se bo dejansko vse naprej odvijalo. Vse se je samo delalo, da bi pač bili sami in da ne bi več bili vezani na ostale bivše republike Jugoslavije. Takrat so govorili, da bomo Nova Švica, če se spomnite, ampak
tako daleč, v tako kratkem času, v nobenem primeru ne more se povzpeti nobena država, ne, tudi ne Slovenija. Lahko smo pa danes hvaležni in ponosni na to, kaj vse smo Slovenci, 2 milijona Slovencev v tako majhni državi napravili na področju kulture, športa, turizma, gospodarstva. Če pa je včasih kaj zaškripa znotraj politike, je pa to stvar, pri kateri mora Slovenija še veliko napraviti. Spoštovati človeške vrednote, poslušati drugega in biti strpen drug do drugega. Kaj mislite, da bi Slovenijo lahko spet pripeljala na pravo pot, da bi imeli ljudje spet občutek, da živimo v tisti složni Sloveniji, ki je v preteklosti stopila skupaj in postala samostojna država? Ja, menim, prepričana sem, da je Slovenija lahko postane takšna enotna, kot je bila takrat, ko smo se odločali na tem plebiscitu o samostojni Sloveniji. Lahko smo takšni, vendar marsikdo mora pri sebi tudi kaj se vprašati, kaj bi pripeljalo do tega. Verjamem, da je to, da nismo maščevalni, da nismo nestrpni, nevoščljivi, ampak da cenimo človekove vrednote, da slišimo drug drugega, da imamo vsi možnost povedati nekaj, da se razumemo in se imamo radi in se spoštujemo. Najprej bi morali zaupati mladim podjetnikom, nekaj, kar poznam, ki imajo dobre ideje, imajo voljo, imajo vizijo, radi delajo, so podjetni, želijo uspeti. Tem ljudem bi morali dati možnost, da dvignejo naše gospodarstvo. To so ljudje srednjih let, pa tudi mlajši, ki ustanavljajo svoje podjetja. In morali bi tudi imeti takšne politike, ki bi jim to omogočili, da bi se to ustvarilo, kaj da govorim, to bi bila tudi nova delovna mesta, to bi bil večji družbeni bruto proizvod za Slovence in bi lahko dorasli. Če pa teh mladih ljudi ne bomo podprli, pa tudi drugih, ki že imajo uspešna podjetja, pa ne bomo napredovali. Ideje, ki so bile za mnoge generacije pred nami le sanje, so končno postale resničnost. Rodila se je nova država, država svobodnih in ponosnih Slovencev. Bili smo prava posebnost, mala država s velikim srcem. Dokazali smo, da domovino nosimo v srcu in da je domoljubje čustvo, ki je v nas, le pokažemo in izrazimo ga zelo redko. Čeprav v naši državi trenutno ni vse tako, kot bi si želeli, je prav, da se spomnimo na njen praznik, izobesimo slovensko zastavo in ponosno pokažemo, kaj nam pomeni naša domovina. Decembrsko praznično vzdušje lahko se ustvarjamo tudi mi sami. Naj bo to pogovor z našim najboljšim prijateljem in družino, peka naših najljubših piškotov, izdelovanje novoletnih voščilnic ali okraševanje našega doma. Danes bomo skupnimi močmi, narazen pa vendar skupaj, ustvarili praznično vzdušje, ki nas bo popeljalo nasproti prihajajočim praznikom. Skupaj z učiteljicami boste v času po proslavi skupaj preživeli današnje dopoldne, se pogovarjali, lahko tudi prepevali in ustvarjali praznične izdelke. Skupaj boste pripravili novoletno voščilo za ostale učence, učitelje in ostale delavce šole, ki mu bomo prisluhnili ob koncu našega druženja.
Praznovanje se bo za mnoge začelo že danes z božičnim večerom in družinskim praznovanjem božiča. Želimo vam lepe in vesele praznike, v novem letu pa veliko smeha, ljubezni in seveda zdravja. Učencev ter učiteljic 1. A razreda vam želim vesel božič in srečno, zdravo, nagajivo novo leto. Adijo. Učenci in učiteljice 1. B vam želimo, da leto 2021 pobarvate s sanjami, posujete z ljubeznjo, popišete z dosežki in okrasite s čudeži. V imenu 1. B sem vam voščil Mark Anderlič. Novo leto je neznanec, prav lepo ga bo spoznati, pa ne preveč pričakovati. Staro leto je minilo, ne oziraj se nazaj, novega pa ne priganjaj, presenetiti sedaj. Vse lepo v novem letu vam želimo učenke, učenci in učiteljici 2. A razreda. Spoštovane, v imenu 2. B razreda, učiteljice Polone in učiteljice Viktorije, vam želimo vesele praznike in srečno novo leto. Pred nami so dnevi, ko so vrednota ljudje, s katerimi si delimo življenje ali samo trenutek. Zato v tem negotovem času zaupaj sebi in drugim, odženi osamljenost, ohrani veselje do življenja in ustvari nove lepe spomine v krogu družine. Za vse naj leto 2021 začne mirno, srečno, polno smeha, zdravja in sproščenih druženj. Naj bo leto prijaznosti, velikih uspehov, dobrih idej in uresničenih potovanj. Naj bo leto pametnih odločitev brez razočaranj. Naj bo leto enotnosti in gostoljubja, poguma in samozavesti. Predvsem pa naj bo leto, v katerem bomo vrednota ljudje. Dober dan vsem. V novem letu vam želim, da vam se sreča podvoji. Privoščite si mnogo sladkih doživeti. Odprite vrata in nasmehnite se lepim trenutkom. Prižgite lučke v vaših očeh. Srečno in pogumno v letu 2021. Drage učiteljice, dragi učitelji, tudi vsi sošolci osnovne šole bratov Polančičev. Želim vam vesel božič in naj vam novo leto ostvari vse vaše želje. Dragi Polančiči, šola nas je zapustila, ker nas korona je lovila. V hiše nas je zaklenila, v šolo nam ni več pustila. Na računalnike nas je priklenila, objemov nam ni več dovolila. Doma smo dolgo spali in veselo se igrali, na mitu smo se dobili, kjer smo se učili, radi se imamo, zato veselo po mitu klepetamo. Četrtic je vsem skupaj želi, da to korono preženemo vsi. Srečen božič in veselo novo leto 2021. Pozdravljeni, v imenu 5. A razreda vam želim veliko veselja, manj korone in dosti zdravja v novem letu 2021. Učenec Jaka Kolb iz 5. A. Praznična voščila nam želijo povedati tudi šestošolci. 6. A razred in Žana, kaj ste nam pripravili? Pozdravljeni, drage učenke ter učenci, spoštovani delavci šole. 6. A razred vam želi posebno leto 2021, v katerem bomo še bolj uživali kot v tem. Upamo pa, da vam epidemija ni pokvarila leta 2020. Preživite vesele praznike in srečen božič. Ostanite zdravi še naprej. Vse to vam želi vaš božični ter veseli 6. A. Kaj pa 6. B ter Lili?
6. B vam želi vesele praznike za dosti smeha in sreče. Novo leto naj bo polno lepih trenutkov. V letu 2021 pa predvsem zdravja in obilo šolskih uspehov. Vsi učenci 6. B-ja že zelo pogrešamo medsebojno druženje in pouk v živo. Zato upamo, da se po novem letu čim prej vidimo. Srečno in zdravo 2021. 6. C razred in Hana, prisluhnimo tudi vam. Letošnje leto je bilo prav posebno obdobje, ko se je cel svet ukvarjal samo za eno stvarjo. Borili smo se za svoje življenje in življenja drugih. Želimo si in upamo, da bo to leto pred nami prišlo v naša življenja v več miru in pozitive. Upamo tudi, da ste vsi zdravi in srečni, čeprav ste prisiljeni ostati doma. V tem času se osredotočite na lepe stvari in ljudi, ki jih imate radi. V imenu 6. C vsem želimo zdravo in čim bolj brezskrbno novo leto. Koliko novoletnih želja. Sedaj smo pa že popolnoma praznično razpoloženi. Sedmošolci, kaj pa vi pravite? 7. A razred in Špela, imate kaj želja ob novem letu? Leto hitro je minilo, čeprav dosti se je spremenilo. Možiček bo leto že težje prinesel darila, ker ga maska bo motila. Ampak vseeno na jelenih prijaha in nam srečno z roko pomaha. Ko darila ti dobiš, se zelo razveseliš, a še lepše je, ko nekaj podariš. V novem letu v šolo želimo se vrniti in ocene pridobiti. Želimo srečen božič vam in upamo, da COVID končno odide stran. Kaj pa 7. B razred z Izabelo? Nam želite kaj sporočiti? Dragi Polančiči in prijatelji Polančičev, učenke in učenci iz 7. B, smo navihani, razigrani in srčni. Zato vam najprej želimo vsega naštetega, navihanosti, razigranosti in srčnosti. Danes smo kulturni dan preživeli z nalogo in mislijo, da moramo vsak dan narediti nekaj dobrega zase in za druge. Pri tem smo ugotovili, da sta si ti dve dejanji, delati dobro zase in za druge, pravzaprav zelo blizu. Zato naj vas v praznične dni pospremi misel Harolda Kašnerja. Kadar storiš dobro delo, te preplavi čudovit občutek, kakor da bi se nekaj v tebi odzvalo in reklo, da, tako bi se moral počutiti. V imenu 7. B in razredničarke Ane Perovič vam želim srečno leto, ki z vsem dobrim nestrpno trka na vrata. Hvala za te lepe besede. Tudi osmošolci so pripravili čudovita sporočila za vse nas. 8. A ter Alen, kaj ste nam pripravili? Nasmešek je najlepši božični okrasek, objem pa najlepše božično darilo. Ljubiteljice najveselske vam dneve v novem letu. Samo enkrat in nikoli več se leto 2020 zgodi, a voščilo prav posebno naj ostane za vse dni. Šolo zapustimo in veselo se v nove šolske dni spustimo. Na naslednje leto se pripravimo in nekaj novega napravimo. V imenu 8. A razreda vam želimo lepe praznike in veliko uspehov v prihajajočem letu. 8. B razred in Nikita, prisluhnimo še vam. Dovolite, da kot predstavnica 8. B začnem z mislimi, ki jih je zapisal francoski pesnik in literarni kritik Apollinaire. Pridite do roba, je rekel. Rekli so, strah nas je. Pridite do roba, je rekel. Prišli so. Potisnil jih je in so vzleteli. Zahvaljujemo se vam za vse spodbude in za strpnosti, ki je bila potrebna, da so se zgodili pozitivni premiki v vseh pogledih. Hvala vam za vsa dejanja, brez katerih ne bi bilo naših dosedanjih uspehov. V želji, da nam boste tudi v prihodnje stali ob strani, da bomo nekoč z znanjem poleteli iz Polančičevega gnezda, vam iz srca želimo prijetna praznika ter le najboljše v prihajajočem letu. Prekrasne želje. Prisluhnimo še devetošolcem. Filip ter 9. A, kakšne so vaše želje ob koncu leta? 9. A vam v letu 2021 želimo vse dobro, predvsem pa obilo zdravja in druženja ter mnogo uspehov.
Poleg tega vam želimo tudi prijaznosti, veselja, zabave in zadovoljstva. Naja in 9. B razred. Ob koncu prisluhnimo še vaši poslanici. Učenci 9. B vam želimo prijetne božično-novoletne praznike. Upamo, da se čim prej vrnemo v šolo in v normalno življenje. V novem letu vam želimo, da bi bili zdravi in prizanesljivi drug do drugega. Preden se razidemo, prosim našo ravnateljico, gospo Brigito Smogavec, da za nas spregovori še nekaj besed ob zaključku današnje proslave. Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni učitelji. Nenavadno leto 2020 se počasi poslavlja od nas in prav je tako. Prineslo nam je obilo sprememb, skrbi in stisk, s katerimi smo se mi vsi prvič v življenju srečali in bili njim prepuščeni, ter nanje ne najbolje pripravljeni. Prineslo pa nam je tudi veliko novih spoznanj in novih izkušenj. Zato verjamem, da vsi mi željno čakamo novo leto, leto 2021. Želim, da bo svet v novem letu takšen, kot je bil pred leti in takšen, kot ga opisujejo Pavčkove besede. 1000 in 1000 zvezd je nad nami, 1000 in 1000 zvezd med nami, da gre po svetu rama ob rami, svetloba z nami. Naj vas čuvajo zvezde, naj vas bogati druženje rama ob rami, naj nas oblije svetloba vsak dan v novem letu. Srečno in uspešno 2021.